Sem aretiran. Zdaj ste aretirani. Res? Sem aretiran? Ne vem. Res? Prvič me aretirajo. To je Lego kontroverza, ki se širi po spletu. Očitki o kraji, očitki o vstopu na tuje, očitki o nadlegovanju. Poglejte, zdaj imamo posnetke policijske kamere na telesu, ki prikazujejo veliko različnih strani te zgodbe in potrudili se bomo, da bomo to poskušali razjasniti prav zdaj. Dobrodošli v oddaji Sidebar, ki jo predstavlja Law & Crime. Sem Jesse Weber. O tej zgodbi se veliko govori na spletu. V njej je veliko čustev. Veliko ljudi poskuša izvedeti, kaj se je zgodilo. Ljudje so prosili za poročanje o tem primeru. Zato smo se odločili, zakaj tega ne bi naredili. Torej, imate tega youtuberja Benjamina Schneiderja. Očitno je na YouTubeu znan kot Reckless Ben. Ima kanal za skoraj 1 milijon naročnikov. Ustvarja dokumentarno vsebino preiskovalnega tipa, kjer deluje pod krinko, razkriva prevare in podobne stvari. Zdaj se je v svoji zadnji preiskavi res poglobil v zgodbo o tipu iz Oregona, katerega družina je imela Lego zbirko vredno $200,000. In ta zbirka je na koncu pristala v trgovini Bricks and Minifigs po posebnem dogovoru, kjer bi trgovina prodajala te Legose, obdržala svoj delež, preostanek pa dala prvotnemu lastniku. Po besedah Bena je bila nekega dne ta zbirka preprosto izginila. Ni bilo denarja, ni bilo Legosov. Družina trdi, da so jih ukradli. Zato Ben preiskuje. In pomaga lastniku te zbirke tožiti korporativne lastnike Bricks and Minifigs. In očitno zmagajo. Toda po besedah Bena so korporativni lastniki, da bi se izognili plačilu sodbe, zaprli trgovino v Oregonu. Zdaj Ben policiji pove, da je vložil novo tožbo, tokrat osebno proti lastnikoma, Joshua Johnsonu in Brandonu Bestu, ki živita v Utahu. Zato se je Ben odločil, da bo odletel tja. In takrat gre vse narobe in je ujeto na policijski telesni kameri. Sem aretiran. Resno? To je prvi, že sem sploh na kameri. Torej, to je bilo očitno 10. marca. Ben je bil aretiran. Imamo ta na novo objavljen posnetek s telesne kamere, ki vam ga bomo pokazali, kjer lahko natančno vidite, kaj policija trdi, da se je zgodilo. In to si bomo ogledali, ker je bilo rečeno, da je policija ščitila ljudi, ki jih je Ben obtožil nepravilnosti. Druga možnost pa je, ali je Ben sam prestopil zakonsko mejo. Mimogrede, ko govorimo o meji, torej o kockah in minifiguricah, korporativni dajalec franšize, franšizojemalec, vodilni, so očitno vložili tožbo proti Schneiderju in tudi proti moškemu, ki trdi, da mu je ta trgovina ukradla Lego zbirko. Trdijo, da so obtoženci ustvarili spletno vsebino, da bi jih, citiram, prevarali, manipulirali, grozili, udirali, izsiljevali, poškodovali in jim povzročili škodo. Zdaj pa tole. Ben o tem ni ravno molčal, saj je po objavi posnetka s telesno kamero objavil svoj odzivni video. In zdi se, da namiguje, da to, kar je policija objavila, morda ne pove celotne zgodbe. Večina tega posnetka je cenzurirana. Torej je spet velika skrivnost, kaj se je zgodilo. Ali se lahko vsi združimo in prepričamo policijsko upravo American Fork, da to razkrije, da bomo lahko izvedeli resnico? Da bi ugotovili, kdo ima prav ali če sploh kdo, se moramo vrniti k zelo pomembnemu delu v tem časovnem zaporedju, ki nas je pripeljal do te aretacije. Gremo na 8. marec 2026. 2 dni pred tem, kar smo pravkar videli. Joshua Johnson pokliče policijo v American Forku in pove, da se je pri njegovi hiši pravkar pojavil sumljiv človek. Oseba naj bi nosila bejzbolsko kapo z nalepljenim logotipom UPS in pustila paket. V tem paketu naj bi bili gumijasti rački. Johnson pove dispečerju, da misli, da je to Ben Schneider in pravi, da je v Oregonu civilna tožba. Verjame, da Ben pošilja ljudi na njegov dom, da bi ga nadlegovali. In po policijskem poročilu, medtem ko je policist še vedno na telefonu z Johnsonom, Johnson pove, da sta iz avtomobila pravkar izstopili 2 ženski in hodita proti njegovi posesti. Moški voznik pa očitno ostaja v vozilu. Tako se policisti odzovejo. Očitno najdejo voznika in njegovo ime naj bi bilo Benjamin Adams. Torej ne gre za youtuberja, govorimo o drugem Benjaminu. Ampak Adams očitno oziroma naj bi policiji povedal, da je tam, da pobere prijateljico na zmenek. In potem se zdi, da spremeni svojo zgodbo. Živo, me slišaš? Jo, vam. Sem Ben, mimogrede. Kaj je novega? Sem Ben, ne takšen. Nisi pripravljen na to. Ne, samo pravzaprav nisem živel v Utahu. Ja, torej nisem tisti Ben.
Ampak je v redu, če to fotografiram. Ja, kar izvoli. Bi vi predvidevam radi slišali, kaj pravzaprav tukaj počnem? Ja. Absolutno. In živel sem na kraju, kjer je bilo polno policajev, imam tudi nekaj obtožb zaradi nedovoljenega vstopa na tujo posest iz preteklosti. Kako je videti? Hodite na tuje posesti in se zafrkavate z ljudmi. Tako je. To me ne preseneča. Moja, celotna vloga v tej stvari je v resnici samo snemanje. Torej, youtuber, ki je prišel sinoči, je mislim, da iz LSU, nekaj takega, pravkar je objavil na svojem Instagramu, hej, če kdo v Utahu snemam video, ni dobil nikogar, da bi se vrnil na oddajo ali v video noter. A si za to plačan, kaj? Ja, sem plačan. Pokažem jim posnetke in kredite po Utahu. To se je pač pojavilo kot priložnost, da zaslužim nekaj dodatnega denarja. Torej svojo kazensko evidenco zamenjujo za denar. Ne, kaj to pomeni? No, ampak obtožen si recimo zaradi nedovoljenega vstopa in podobnih stvari za denar, seveda. No, nikoli nisem stopil na to. Ne, nisi. Rekel si, da imaš več obtožb zaradi vdora, ne? To je samo zapuščeni kraj, kada grem zapuščene kraje, prav. Tako da ne vem, če snimaš za denar zaradi tega. To je slaba ideja, to ti pravim. Ja, neham se s tem, to je bilo in to so bili moji načrti. Torej, to je bil spet Benjamin Adams, voznik. Policija pravi, da mu je bil izrečen prepovedan vstop. Rekli so mu, naj se ne vrača. Toda skoraj istočasno drug policist opazi ta temen avto. In po besedah policista se ni popolnoma ustavil pri znaku stop, zato ga je policist ustavil. Kaj dogaja, prijatelj? Kaj se dogaja? Dobro. Taksi. Dobro. Moje ime je policist Richardson iz policije American Ford. Razlog, da sem sestavil je znak stop. Niste se popolnoma ustavili pri njem. Nisem? Ne. V redu, nažalost. Imate pri sebi vozniško dovoljenje? Ja, imam ga. So tu tiste boksarske rokavice? Ja, imamo tudi masko iz filma Purge, imamo kup snemalne opreme, snemamo YouTube videe. Hudo! Ja. Ali bo to šlo na YouTube, stari? Potem? Pozdrav! YouTube, stari. Si že slišal za Scientologijo in te stvari? Ja? Pridružil sem se Scientologiji za kakšne 4 tedne. Ne vem, kako čudno, zakaj si to rekel. Pridružili smo se eni imenovani 12 plemen, kjer počnejo nekaj kot samomorilske akcije. Poskušali smo ustaviti skupinski samomor. Kako se zapletaš v te neumnosti? Ja, ne vem. Sam poguglam sekte v moji bližini in se pojavijo. To je noro. In potem se samo pridružimo sektam in skrivaj snemamo. Kar kul je. To je noro. Živjo, mislim, da je tako? Si že kaj slišal za Poš Marijanco? Ja, res, moj bog. Res boš dobil vozniško dovoljenje. Si že kdaj koga ustavil in je imel na sebi kapo jetija? Ne, ampak poznamo enega tipa. To je tako smešno. Ja, na vozniškem dovoljenju ima dobesedno zapisano. Je tvoj YouTube velik? Ne ravno. Mislim, kaj sploh pomeni velik, o koliko naročnikih govorimo? Nekaj 100 tisoč. Neki 100 tisoč, to je veliko. Imaš neki 100 tisoč. Imam samo 9000. Začel sem pred kratkim. On to dela že kakšnih 8 let. Wow, res. Kako se imenuje tvoj YouTube kanal? Ja. Kje je tvoj avto? Imenuje se Nepremišljeni band. Nepremišljeni band. Ja. Začel sem s hojo po gutmi, slackliningu. Ja. Torej imaš dober občutek za ravnotežje. In ja, poslali so me na dobra mesta in podobno. In delal sem dvojne salte nazaj na njih in podobno, delam nore salte in podobno. Ja, včasih sem se ukvarjal z veliki ekstremnimi športi, potem pa se je to nekako spremenilo v to. Obstaja najbolj strašljiva hiša strahov na svetu. In izkazalo se je, da je to kot nekakšen kult, mislim, ja. Slišal sem za to obstoj. Sem že padel v YouTube zajčjo luknjo zaradi tega. Ja, bil sem prvi, ki mu je to uspelo dokončati. In potem smo to prevzeli, izkazalo se je, da ima tip fetišno mučenje. Tako smo mu na koncu ukradli podjetje. In jaz sem bil kot DO in vsem tem. Ja. In potem smo ga pač ustavili, na ta način ne more več mučiti ljudi. On je bil kot lažno oglaševanje. On je rekel, to je strašen čas znaka, ampak hiša strahov sploh ne obstaja. Samo pripelje jih na svoje dvorišče in jih muči, jih poliva z vodo in podobno. In ti si bil prvi, ki ti je uspelo pobegniti. Ja, tako je. YouTube serija o tem. Bil sem prvi, ki je prišel čez vse, ne da bi odnehal, in potem sem si mislil, no, tole je pa res bedno. Samo mučite ves dan, kot da bi te ves dan utapljali. To je neumno. In potem sem si rekel, prevzel bom Ivovo podjetje, zato sem našel nekaj pravnikov, da bi ga prevzel. Torej, ta pogovor traja kar nekaj časa. Ben očitno razlaga svoje delo na YouTubu, policisti pa poslušajo. Nato pa pride še en policist. In on je tisti, ki se je očitno odzval na prvotni klic pri Johnsonovi hiši, kaj ne? Glede tistega čudnega človeka, ki se je pojavil. In že je govoril z Benjaminom Adamsom. Očitno je videl sporočila in zdaj želi govoriti z Benom. Kdo pa je Ben? Ben, kako je in Utahu? Dobro. Ti je všeč? Torej, stvar je taka, prav?
poklical je, ker so ljudje snemali njegovo posest. Danes je prejel paket, prav? In že sem govoril z nekom drugim, on ga je snemal. Imam posnetke, imam sporočila, prav? Pustimo civilne težave civilne, prav? Naj ostanejo na sodišču. Prav? Torej, imate pri sebi osebne dokumente? Imam vozniško dovoljenje. On ima moje vozniško dovoljenje, ne? Ja, vrnuti ga bo, ko bomo tukaj končali. Nimaš osebnega dokumenta pri sebi? Ne, pri njem je. Živi pa čist blizu, za vogalom. V redu. V redu, kako vam je ime in datum rojstva? Imam sliko svojega osebnega dokumenta. To bi bilo super. Oprostite, mislim sem, da je bil v sovoznikovem sedežu nekdo drug. Ne, ni ga. Razumem. Kalifornija, človek. Tako je rekel. In o dveh ženskah, ki sta bili vpleteni. Torej, imaš njihove podatke? Torej, stvar je v tem, da je danes vsem prepovedan vstop na tisto posest. V redu, ja, te ljudi smo danes komaj spoznali. Ponovno, to je bilo 8. marca, Ben in še ena oseba, pravijo policisti, sta dobila prepoved vstopa na posest. Bila sta izpuščena. Naslednji dan Johnson ponovno pokliče policijo, ker je tokrat moški pri njegovih vhodnih vratih. Zvoni na zvonec, trka in moški naj bi rekel, da je tam, da bi govoril z nekom, ki ga boste slišali imenovati brat Johnson. Ko pa policisti prispejo, ugotovijo, da je to domnevno neka naključna oseba, ki jo je Ben domnevno našel na spletu. Tukaj sem samo zato, da bi govoril z bratom Johnsonom. Sem v oddelku 2 avgusta. Kakšen je odnos? Pojavlja se nek audio posnetek. Po skupini mladih moških kroži audio posnetek. Če želiš, ti ga lahko predvajam. Lahko to ponoviš počasi, kaj je? Po naši skupini mladih moških kroži audio posnetek. Ja. Brat Johnson izkorišča nekatere ljudi. Kot na primer, kako ta tip podari svoje življenjske prihranke v Lego kockah podjetju Bricks and Minifix. To je kot trgovina z rabljenimi izdelki. Pravkar sem prišel, da bi se o tem pogovoril z njimi. In potem je na zvoncu ring rekel, da bo prišel ven čez minuto. Tako da ga samo čakam. Sem v Mill Creeku v Salt Lakeu, v redu. In ste se pripeljali sem, kateri avto je vaš? Moj avto ni tukaj, vozim štirko tukaj, Toyota Corolla. Kako ste potem prišli sem? Pripeljal sem se sem in potem sem se srečal z Benom približno 5 minut stran. Mislim, da je Ben v Airbnb-u, potem pa sva se samo odpeljala od tam. Kje pa je potem? Iskreno, ne vem. Te je kar pustil? Ja, mislim, sam prosil me, naj pridem, da se soočim z njim in slišim njegovo plat zgodbe vsem, veš. In kakšen je bil tvoj načrt pravzaprav? Saj sem ga hotel vprašati, veš, ali je res pripravljen odreči se vsemu, kot je rekel, ker je prisegel na vse, kar mu je sveto, na Boga. In če ne, sem nameraval se soočiti z njegovim škofom, ne vem, kaj bi naredil. V redu. Ja, in potem, ali si danes kaj pil? Ker vonja malo alkohola iz tvojega diha. Torej, ne, nisem bil v trgovini, sploh ne. Ne vem. Kaj potem vonjam? V redu. Zdaj boš ostal s tem policistom, prav? Grem pogledat, kako mu je ime. Rekel je, da mu je ime Ben. To je samo igra. Brad Johnson. V redu, ugotovil bom, kaj se dogaja z njim. Samo ostani z njim, prav? Kako je priimek tvojega prijatelja? Ben. Ben Schneider. Ben Schneider. V redu. Torej te je danes poslal on, ne? Prosil te je, da si nekakšen posrednik zanj. V redu. Torej, je včeraj nedovoljeno vstopil v to stanovanje, uporabljal te je kot tretjo osebo za svetovanje. To te spravlja v iste težave, v katerih je zdaj on. Verjetno ni najbolje biti orodje za nekoga drugega. Ja, ne, razumem. Res nisem vedel, kaj sem. Kar nadaljuj. Res nisem vedel, kaj se spuščam. On je youtuber, že nekaj časa te spremljam. Pisal sem ti na Instagramu, rekel sem, hej, prihajam v Salt Lake. Sam napisal sem ti, rekel sem, jaz sem domačin. In on je rekel, super, si prost, v tednu okoli 9. marca, potem je prej pisal. In potem je ona prišla
No, to ni okrožje Salt Lake, to je okrožje Utah. Tukaj pa nas delamo stvari drugače. Torej, če bi hotel, bi lahko pritiskal na stvari. Ampak razumem, da te uporablja nekdo, ki ga ne poznaš. Hoče, da nedovoljeno vstopiš na posest, kar pomeni, da se ne moreš vrniti. Če to storiš, boš aretiran zaradi kaznivega vdora in zaprt v zapor okrožja Utah. Ali ti je to jasno? Mislim, da nočeš imeti kazenske evidence. Tistega moškega, domnevno identificiranega kot Christian Morgan, so odpeljali, nato pa izpustili. Ko pa odhaja, policisti trdijo, da so ga opazovali, kako se je odpravil naravnost do tega črnega avtomobila, parkiranega na ulici, v katerem sta bila dva človeka. Domnevno je bil eden od teh dveh prav tisti, ki so ga prej prijeli zaradi nedovoljenega vstopa. In ja, po poročilih naj bi bil to Ben Schneider. Kasneje policist izsledi Schneiderja in ga ustavi v njegovem vozilu. Kako vam ime? Ste vi Ben? Spustite tokne zame, prosim. Kako je vas primek, Ben? Schneider? Schneider, v redu. Kaj počnemo, fantje? Samo na vožnjo gremo. Pravzaprav živim tukaj v bližini. Ja, bom še enkrat vprašal, ker nisem včeraj rojen. Zakaj to počnemo? Zakaj? Zakaj nadlegujemo ljudi? V redu. Naj dobim vaš osebni dokument. Imate osebni dokument pri sebi ali ne? V redu. Torej. Ali želite iti z nami do moje hiše? Moja hiša je resnično čisto blizu. Samo nekaj hiš naprej. V redu. Torej, lejte, stvar je taka, prav? Torej, vsi ste bili vpleteni. Vsi ste bili včeraj vpleteni v težavo s tistim. No. Včeraj ste nedovoljeno vstopili na posestve, ne? Ja. Ampak nismo bili tam, da bi reševali. Vem, poslali ste nekoga drugega. Tega nismo poslali bi. Kdo jih je potem poslal? Ne vem, skoliko povedal njegovim, ugotovili smo, v kateri cerkvi je bil. Povedali smo škofu, da vedno postavite cerkev pred to, da bi povedali za kakšen velik zločin. On je pred... To sta tista druga dva, ki sta včeraj udrla. Zakaj ga ne pokličete? Povejte mu, ne pride do avta, ker ne bo. Tega nimamo. Lahko bi bilo. Tako vas je potem poklical. Rezno, fantje. Delali se bomo, da nič ne vemo. Vem, da vaju je poklical. Vedel sem ga, kako je poskušal vstopiti v vajin avto. Sploh nimam njegove številke. Predo. Ampak ali je tam Ben? No, pravi, da si ga ti poslal. Torej ni član cerkve, ki bi šel in prosil ljudi, naj to naredijo. Zdi se, kot da bodo to storili. Preveč so dobri. Zdi se, kot da so... 16, kar se zdaj približuje meni. V redu, poslušaj, v redu. Če se hočemo delati neumni, se lahko delamo neumne. Jaz ne bom. V redu. Zato bom z vami popolnoma iskren. Bil je pri nekom doma, ja, nadlegoval je to osebo. Danes so ga odstranili zaradi udiranja. Poslušaj, danes so ga odstranili zaradi udiranja. V redu. Vidim, gledam ga, kako poskuša vstopiti v vaš avto, potem pa pobegne. Ampak poslušajte, kaj vam govorim. Potem mi je rekel, da ga je Ben poslal sem, ja. Kot sem že prej povedal, hodite po zelo nevarni poti. Ja. Razumem to. To vas lahko pogosto spravi v težave. Ja, in tega nočem. In ne krivim te, prav? Tudi jaz ne bi. Če nisi naredil nič narobe, nočem, da te obtožijo za nekaj, kar ni prav. Prav? Kar bi predlagal je, da ne bom pritiskal glede današnje zadeve. Cenim te. Iskreno povedano nisem prepričan, ali mi lažeš ali ne. Pripravljen sem vzeti katerokoli pijačo ali drogo, ki jo želiš. Ampak kar bom naredil je, da bom zapisal, da ker sta se vrnila, moram to dokumentirati, prav? Mi smo nehali govoriti z mano. Vem.
Malce preveč priročno je, da pravi, da mu niste poslali ničesar. Ker živim v tej soseski. Živim v isti soseski kot ta tip. Ves čas se vozim skozi njo. Torej, če se pelem mimo njegove hiše, da pridem do svoje, je to obremenilno? Ja, tako je. Samo če greš na njegovo posestvo. Kot sem rekel, Zato nisi obtožen, aretiran in priveden. zapora. Ja, cenim to. Ampak samo pravim, da si že na tankem ledu, če si sploh tukaj. Ne daj temu tipu dodatne municije, če je v resnici on kriv. Razumem. In tvoj prijatelj mi je že povedal, da si bil ti tisti, ki si se včeraj pojavil v UPS opremi in ga poskušal prepričati, naj nekaj podpiše. To je zvezno kaznivo dejanje. Razumem to. Ja, če se odloči, da bo ukrepal drugače, si lahko odgovoren. Razumem, ja. Ker je na kameri ring doorbell, ne dela za UPS, ja. Ampak nosiš kapo UPS in ga pripraviš do tega, da podpiše. Ja. Veš, kaj mislim? Razumem to, ja. To je zvezno kaznivo dejanje, zato ne bomo ukrepali glede tega. Ampak če se on odloči za to, ali pa če poštni urad nekako izve za to in to prijavi, je to nekaj, kar bo res povzročilo težave. Ja. Opravičujem se. Zato mu ne dovoli, da te manipulira. Ne dovoli nikomur, da te manipulira. Če tega ne boš naredil sam, potem tega pač ne naredi. Je to jasno? Čenem te. Enako je, kot če imaš 3 različne ljudi v avtu. Ne poznaš jih tako dobro. Ja, glej, jaz snemam vsebine. Tako da so to samo ljudje na spletu, ki tudi snemajo videe skupaj. Tako da... Ne veš, čim se ukvarja, ne? Ja, zagotovo. Ne vem ničesar o teh ljudeh, ko pridejo v moj avto. Tako da moram biti bolj previden. Če že kaj... Vem, da si rekel, da poznaš Bena, ampak če greš na policijo, rečeš, da je bil Kristjan v avtu in da ima nekaj stvari pri sebi. In to se potem nanaša tudi na te, kaj ne? Razumem. Razumem, da poskuša snemati vsebine, poskuša zaslužiti denar, početi take stvari, ampak mogoče bi moral malo bolje preveriti Benove tipe, ker se potem zgodijo take stvari. A ne, to razumem, ja. Ker če bi najeli kaj v avtu in nihče ne bi prevzel odgovornosti, bi bili vsi obtoženi. Ja, razumem. Ali to ima smisel? Torej, hitro bom govoril z njim in potem vas bomo pustili, da greste. Prav? Torej, samo počakajte. V redu, Ben. Ko? Ben. V redu, torej ste mu že dali svoje osebno izkaznice in vse to. Dal sem sliko svoje osebne izkaznice, ker je moja osebna izkaznica doma. Tako sem mu že povedal. V redu. Na srečo v vozilu niso našli ničesar. Zaradi današnje situacije in zaradi stvari, ki ste jih povedali, ter zaradi tega, kar bi se lahko zgodilo, bi vas lahko tehnično areterali na podlagi zvezne obtožbe v zvezi s tisto situacijo z UPS-om. Prav? Ni nam treba ukrepati glede tega, ampak če se on odloči obvestiti poštni urad in obrati to pot, bo to težava, ki si je ne boste želeli. Torej, tudi če ste poskušali narediti potegavščino ali se šaliti ali provocirati, kakorkoli ste temu rekli, se ne spomnim. Ampak oblačenje v UPS. Iti k nekomu domov, ali pa se ni oblekel v UPS, se je. Videli smo posnetek kamere na zvoncu Ring. Nosili je kapo UPS. In prosil si ga ne podpiše za paket. Ja, kaj je to? Ja, ampak hotel sem mu samo pokazati ironijo tega. Če to ni preoblačenje, kaj pa je potem to tisto? Ja, kaj ne? Ja. In lahko pristaneš v zaporu v Utahu, čeprav si iz Kalifornije. Ja. Ni vredno, ne? Ja. Pri nas stvari delamo drugače, je to jasno? Ja. Tako kot sem mu rekel, vas bomo zdaj spustili, ampak hodite po tanki črti. Sam imejte to v mislih. Naslednji dan, 10. marca, naj bi Johnson ponovno poklical policijo. Tokrat policija pravi, da jim je povedal, da pred njegovimi vrati stoji ženska in fotografira. Policisti so se odzvali. V bližini najdejo parkirano vozilo. V njem Ben Schneider. Pozdravljeni, imate posebne dokumente? Ja. Torej, s tem jih poskušate uročiti? Ja. To zahteva sodišče, ki ga imamo. Želim si, da bi jim lahko poslali e-pošto. Želim si, da bi jim lahko samo telefonirali ali pa bi jim sodišče samo poslalo obvestilo, ampak to je tisto, kar moramo narediti po navodilih sodišča Združenih držav. Tako da samo sledimo navodilom vlade. Ste bili že kdaj tukaj? Jaz sem bil enkrat, prišel sem enkrat, da bi z njimi imel iskren pogovor, preden jih tožimo, kar od nas zahteva tudi vlada. Torej ste vi Benjamin Schneider? Ja, torej jaz samo sledim navodilom vlade in on ves čas kliče policijo name, da bi se izognil težavam zaradi svojih kaznivih dejanj. Zato ves čas kliče. To je zdaj že tretjič, da je poklical policijo na nas, ker misli, da če samo pokliče policijo name, se bo izmazal. Ampak mu kažemo, da mu ne bomo pustili, da se izogne svojim kaznivim dejanjem. Torej, ali je v redu, če mu izročim te papirje? Ja. Seveda. V redu. Čakaj. Pozdravljeni, poskušam govoriti z nekom, da preverjamo, zadeva dejansko obstaja. Pozdravljeni.
Ali imate številko satire ali pa poiščem po imenu? Imam jo. Kako ste pripravljeni? Pripravljen sem, številka je 26. S kot Sierra. Si kot Charlie. Nič 6134. Yeah, looks like a real small claims case in our court. V redu, ali veš? Če je že bilo na sodišču, ali mi lahko poveš, kje so trenutno s primerom? Datum obravnave še ni določen in o zadevi še ni bilo obravnave. Vse, kar vidim, je vložena tožba. Ne vidim nobenega dokaza o vročitvi ali česarkoli drugega. Obravnava ne bo določena, dokler toženec ne vloži odgovora. V redu, torej je treba tožencu najprej vročiti dokumente, preden se bo primer predvidevan sploh začel. Da, v redu, hvala za vašo pomoč. To je vse, prvi dan, hvala. Ni problema, v redu, adijo. Potem se uradnik vrne. Ne želi papirja. Ne želi papirjev. Tukaj imate to nazaj. Redo. Hotel je, da udreš v redu, zato ne pridi nazaj. Ampak ona sploh ni stopila na posest, niti malo. Ja, kdo pa je šel na posest? Ne vem, en tip. Fantje, nihče ni šel na posest, kolikor vem. V redu, zakaj pravi, da ste šli na posest? Ker je bil pravkar areteran, zato nima ničesa za prijaviti. Ampak on si vseeno želi, da vstopite na posest brez dovoljenja. Ne potrebuje razloga, zakaj. Kako mu potem vročimo? Moraš iti prek sodišča, človek. Moraš. Šli smo preko sodišča in rekli so, da smo mu vročitev morali izročiti osebno. V redu. Torej, imeli smo za $200,000 Lego kock v trgovini. V redu. In to je največja zbirka Lego Star Wars na svetu. V redu. In v bistvu je bil dogovor tak, da lahko damo svoje komplete Lego v njegovo trgovino. Ko se en proda, on obdrži majhen odstotek, mi pa dobimo ostalo. In potem, no, to je bilo s prejšnjim lastnikom, je zapleteno. To je bilo s prejšnjim lastnikom, on je iz korporacije, pride dol, prevzame trgovino, ker jaz vse to prevzemam, lastnik mu kriči, kot ne moreš me kar vreči iz trgovine, vsi te kompleti še niso bili plačani. In on reče, me ne zanima, vseeno jih vzamem. Bum. Vzame vse komplete, jih proda, obdrži ves dobiček, ki bi moral iti nam, in tako da smo ga tožili pravzaprav in smo zmagali. In morali so zapreti on je zaprl celo trgovino do sodišča, da bi nas izigral. Tako da je zdaj edina možnost, ki nam je ostala, da mu osebno vročimo tožbo, ker je to osebna stvar, ki jo je naredil, zdaj ga tožimo osebno. In počne vse, kar lahko, da bi se izognil odgovornosti. Torej, po policijskem poročilu je bil tam tudi znak, ki je bil postavljen na javnem pasu nasproti Johnsonove hiše. In naj bi prikazoval Johnsona, kako drži denar z napisom "Ukradel sem življenjske prihranke umirajočega človeka". Zdaj naj bi Ben priznal, da ga je postavil tja. Takrat mu je policist rekel, da je nekako na meji tukaj. Očitno pa ne deluje. Ja, ne, delovalo bo, če bo v Avstraliji. Ja. Nama je to že prej vedno uspelo. Torej, trenutno si na meji tega, kar imenujemo zalezovanje, prav? Ampak ne zalezujemo. Tukaj sva kot delava to, kar nama je sodišče naročilo. Ne glede na to, ali mu morate vročiti dokumente, če boste še naprej pošiljali ljudi do njegovih vrat in na njegovo posest, bomo poklicali policijo. Ja. In zaradi tega, ker se on in njegova družina počutita ogrožene, ste na meji zalezovanja. Ja, ampak zakon pravi, da če bi se povprečna oseba zaradi našega vedenja počutila ogroženo, potem mislim, da se on počuti nerazumno ogroženega. Razumna oseba se v tej situaciji ne bi počutila ogroženo. Kaj pa njegovi družinski člani, otroci? Žena, otroci. Ne bi se smeli počutiti ogrožene, tukaj smo zaradi pravnega opravka. Če se počuti ogroženega, ker smo tukaj in vročamo dokumente, je to njegova stvar. Zakon pravi, da je to njegova odgovornost, ne naša. V redu. No, on in njegova družina se ne počutijo varne. In to je njihova krivda, Če bi se znebili teh dokumentov, ne bi sedeli tukaj. To je njihova krivda, da se ne počutijo varno. Ne glede na to, ali moraš vročiti dokumente ali ne. Več ljudi, ki si jih pravkar spoznal, pride sem in poskuša vročiti dokumente. Za te, no, lahko rečem isto. Ne počutim se varno, ko poskušam poslovati z njim in on pokliče policijo, da se skrije. Zaradi tega se ne počutim varno, ker so nam 3 ure preiskovali avto. Rekel si, da smo imeli heroin v avtu včeraj. Vem, 3 ure so nam preiskovali avto. Zaradi tega se ne počutim varno. Mislim, da je razumljivo, da se ne počutim varno. Ni pa razumljivo, da se on ne počuti varno. No, ti si tisti, ki se postavljaš v ta položaj, ker sediš pred njegovo hišo.
Kakšna je alternativa? In postavljati takšne napise. Kakšna je alternativa? Tega ne moreš početi. Zakaj pa ne? Ne moreš postavljati znakov ali slik njegovega obraza pred njegovo hišo s takšnimi informacijami. Ali to ni svoboda govora? Ali ni to tisto, čemur pravijo protestiranje pred gomom? Lažje kaznivo dejanje kategorije B. Ali je to naravnost iz žepa? V redu, zdaj samo stojim tukaj. Imate pri sebi kakšno orožje ali kaj podobnega, ne? V redu, gospod predsednik, roke za hrbet. Sem aretiran? Trenutno ste aretirani zaradi zalezovanja. Res? To je prvič, da sem bil aretiran. Kaj? Upoštevamo zakon. Kaj ali kakšen telefon ali kaj, kar bi radi vzeli s seboj? Moral bom iti, prav. Pojdi po telefon. Ja, bomo pobrali zate, ne bo na tebi. Ne vem, kje sem bil. Se zdaj vi aretirate, ne Joša? Ne vem. Pri 10. Ja. Rašel bi stojalo zame? V redu, detektor za 6 sedežev. Aretirajo me, ker je ta tip ukradel kup Lego. To je 10. marec. Ben je očitno pridržan v zaporu, kasneje izpuščen. Naslednji dan, 11. marec, policija pravi, da Johnson ponovno pokliče. Zdaj naj bi skupina ljudi obesila isto sporočilo na sosedovo ograjo. Johnsonov obraz: ukradel sem življenjske prihranke umirajočega človeka. In eden izmed njih je pravijo na FaceTimeu z Benom Schneiderjem. Živo! Kaj počnete? Kaj bomo naredili je to, da bomo dobili veliko publicitete in v bistvu vas ta denar vrnili njegovi družini. Dobili smo dovoljenje, rekel je, da lahko tukaj snemamo, tako da se ravno pripravljamo na snemanje. Vse bomo posneli. Glasnik obraje. Po redu. Ja, dobro, izpolnjeno dovoljenje. Ustvarili bomo GoFundMe in podobno. Ja. Imamo dovoljenje stanovalcev te hiše, tiste oranžne hiše. Ja, tudi oni so rekli, da lahko tam snemamo. Tako da res je glasno povsod okoli njih na tistem območju. Samo poskušamo zagnati ta GoFundMe, gre za legitimen GoFundMe. Zakaj je to? Oprostite. Zbiramo denar za to družino. Naj vam pokažem GoFundMe. To je pravi GoFundMe. Je resnično? Ja, želiš to pokazati na kameri? V redu, bom. A želiš, da jaz? Držim to? Ja, seveda. V redu, zakaj si tako slabo odložil? Ne vem, se že dolgo ni bil na telefonu. To ni res. Torej. Ampak ja, zniz by GoFundMe, imamo klaus in gora, 20.000. Zelo izrazno, seveda. Torej vem, kdo je Ben. Poznam situacijo. Poznam situacijo s tem tipom, YouTube, Lego kockami, vse to vem. Bil je aretiran zaradi zalezovanja, ampak, a ne? Vse to veš. Plačujem vam, da ste tukaj, to vem. Ne, ni res. Ne more. Morda bi bilo bolje, če bi on, kje je? Vem, da je pravkar odšel. Nimam pojma. Težava, na katero naletimo, je, da počasi postajate pripomoček za zalezovanje. In zaradi tega vas lahko aretirajo. In tako smo na točki, kjer so ljudje, ki so v to vpleteni, že razburjeni. Tukaj smo, da ohranjamo mir. Tukaj smo, zagotovimo, da nihče ne zaide v težave, da nihče ne bo poškodovan, da nihče ne bo aretiran. Ampak mislim, da takšne stvari ne bojo pomagale situaciji. No, Ben, če to salmo pripoznavamo z dronom, bo videti dobro. In potem bomo vse ustranili. In potem bomo, ja, tako bomo naredili. Ker ne moremo več. Ne bomo več delali tiste čistilne akcije, samo ta GoFundMe bomo naredili, smo ga že začeli. Torej, Druga težava, na katero naletimo, je, da lahko pride do obrekovanja ali pa ima lahko še kakšne druge posledice, ki pridejo do tega, ker je gospod, o katerem govori policist Richardson, bil aretiran. Ne sme imeti stika s to osebo, niti posrednega stika. Ja. Torej ste vi posredno v stiku s to osebo. Tega nočemo.
nočemo tega na pragu. Ker to lahko pomeni, da ste lahko tudi vi aretirani. Podpiram GoFundMe, podpiram podporo, kot jo vi nudite. Kar počnete, ni moja stvar, ampak morate razumeti, da tudi mi nismo neumni. Vem, da FaceTimate z Benom. Vem, da vas on nagovarja k temu. Cool. Če to tisto, kar počne, potem v redu, ampak jaz samo mislim, da je to tako, kot je razložil. Nočeš biti upleten v to. Ben noče spet v zapor, mi ga nočemo aretirati. Ja, seveda. To ni tisto, kar želimo narediti. Seveda moramo opraviti svoje delo. Ja. Vem, vi samo opravljate svoje delo. Ampak to, kar si želimo, ni, da bi ljudi vozili v zapor. Ja, seveda, želimo, da sta Ben in njegova ekipa, kakorkoli se že imenujete, nepremišljeni, Ben, karkoli, želimo, da ste srečni. Nam je vseeno. Ampak moramo tudi paziti na Bena. Ampak Ben očitno ni tam in policija dejansko ni vedela, kam je šel, dokler po poročilu o incidentu niso prejeli namiga. In sosed pravi, da naj bi nekateri YouTuberi najemali Airbnb v bližini, zato gredo policisti preveriti in vidijo črni Chevy Malibu s tiste viseče table. Očitno dobijo posnetke nadzornih kamer, ki naj bi domnevno prikazovali Bena, kako vstopa v kletno stanovanje. Zato pridobijo nalog za preiskavo. Vrata so odprta, okna so odprta, okna so odprta. Vsi stopite ven! Policija, imamo nalog za preiskavo. Vstanite in pridite ven. Zdaj takoj, pojdimo. Stopite ven. Vsi stopite ven. No, dajte. Sipajte ven. Ne. Ne premikaj se. Želiš ostati z menoj? Pojdijo, tja. V redu. Prosim, ne premikajte se. Vsi so samo radovedni. In potem pripeljejo Bena na dodatno zaslišanje. Zato sem mislil, da je smešen zaplet v video. Kot da, v redu, če mu vročimo sodne dokumente, gremo v zapor. A veš? Torej, očitno ne moremo iti po civilni poti, ker ves čas pravijo, naj gremo po civilni poti. In očitno civilna pot, tožiti ga, za nas ne deluje. Zato naredimo GoFundMe. Imam veliko sledilcev. Zelo sem prepričan, da če bi naredil GoFundMe, bi mu zbrali $200,000. Samo preko GoFundMe. Zelo sem prepričan, da bi nam to uspelo. Ampak moram narediti nekaj smešnega. Tako smo rekli, no, našli smo hišo, v kateri smo včeraj videli nekaj ljudi. Ki so bili res tako kot, o moj bog, aretirajo te samo zato, ker vroča sodne dokumente. Vsi sosedje so bili kot, zdelo se je, da so na naši strani, veš. Tako smo se o tem pogovorili s sosedi in oni so rekli, ja, naredimo GoFundMe tukaj, dajem ti dovoljenje, da postaviš znak pri meni doma, veš. To je svoboda govora. To nam je dovoljeno, če je to njihova zasebna lastnina, veš. In potem smo si rekli, naredili bomo kratek video, ki rečemo, hej, donirajte za to. In imamo ta znak obešen, veš. In potem smo si rekli, naredili bomo samo kratek video za GoFundMe in potem mojega prijatelja aretirajo. In on sploh ni, mislim, jaz sem ga spoznal samo za ta video. Prišel je samo zaradi tega. Torej, imel sem lažno stopnjo na svojem Patreonu, kjer je bilo tako. Če mi plačaš 3000, je bilo kot, to je bila šala. Veliko stvari, ki jih počnem, je satira, če tega še niste ugotovili, ampak veliko satire vključujem v svoje delo. In veliko velikih youtuberjev, za katere mislim, da so grozni ljudje, imajo vedno neke stopnje, kjer je kot, če mi plačaš $1000, lahko sodeluješ z mano. Kar se mi zdi tako, zakaj bi nekdo plačal, da dela zate? Mislim, da je to res neumno. Zato sem isto naredil na svojem profilu, ampak za šalo. Kot če mi plačaš $3000, si lahko v enem od mojih videov. In mislim, da je tip, ki so ga danes aretirali, bil moj največji oboževalec do zdaj, veš? In je rekel, jaz bom to plačal, razumeš? On je rekel, če to plačam, boš res posnel video z mano. Jaz sem rekel, ne, to je šala, ne plačuj denarja, posnel bom video s tabo, koga briga, niti treba ničesar plačati. Tako da sem poskrbel, da je priletel sem in tako sem ga pravzaprav spoznal preko tega. In potem so rekli, da je bil danes menda precej nesramen do policije in zato so ga aretirali. Tako da ne vem, če je to res. Jaz ga res ne poznam tam dobro, mogoče je res bil, verjetno. Mogoče ni bil tako sodelujoč kot mi ostali. Mislim, vsi ti ljudje so bili samo naključni ljudje, ki so bili v tistem Airbnb-u, zaradi katerega ste nas vi tako napadli. To so bili res samo naključni ljudje. Jaz sem jih vse spoznal šele pred nekaj dnevi. Torej, če je kdo kriv, sem to jaz. Če bi moral kdo imeti težave, bi moral biti to jaz. Ampak ne on. V redu. Torej, današnji dogodek je bil. Je bila to tvoja ideja, da narediš ta video z GoFundMe in vsem tem, ali kako je vse to nastalo? Torej, želel sem posneti video o GoFundMe, ker je vsa stvar taka, da če naredimo video o tem, vem kako internet deluje
To bo zbralo denar za njegovo družino. In še preden smo lahko sploh posneli video, je policija prišla, vse ustavila in aretirala. Kot da bi bilo nekaj hudega. Ne vem, če si je zaslužil, da ga aretirajo, ali pa je mogoče ugovarjal, ne vem. Jaz nisem bil tam. Nisem bil tam, ampak ja, ker sem se bal, da če se vrnem, me bodo aretirali, zato sem se preprosto umaknil. Nisem bil vpleten, sploh. Ampak načrt z vsemi je bil, da ustvarimo ta video. Bilo je samo, da ustvarimo video, ja, res je. Za namen GoFundMe in potem dobimo sredstva. Ker če sam rečem, hej, ta človek mu je ukradel Lego kocke, donirajte, nikogar ne bo zanimalo. Veš, moraš narediti nekaj malo smešnega za to, veš. In namen ni bil, da bi zastrašil Jožeta. Zdelo se je, da so tisti sosedje na naši strani. Veš, in glo je tako, če to naredimo pri sosedovi hiši, bo postalo viralno. In prav. Ja, ampak namen ni bil zastrašiti Jožeta. Ni bilo, da bi ga prestrašili, mislim. Bilo je zato, ker vem, da bo to postalo viralno in bo eksplodiralo. In ta znak je smešen znak, veš, in imamo svobodo govora, da to povemo, veš. In to je res, ni obrekovanje. Mislim, tudi če bi bilo obrekovanje, bi nas morali tožiti na civilnem sodišču. Ampak to ni obrekovanje, to je res. Tako je on naredil. Imam toliko dokazov, da to podprem v našem dokumentarcu. In imamo svobodo govora, da lahko ta oseba to postavi na svojo lastnino. In mislil sem, da delamo dobra stvar, ko tej družini pomagamo dobiti njihov denar nazaj, veš. In mi smo kot, ker je policija rekla, hej, ne vročajte jim sodnih listin. Kar v bistvu pomeni, da mi je policija rekla, ne peri tega človeka na sodišče, sicer boš aretiran. In zato sem sam razmišljal in smo bili kot, naredimo GoFundMe, veš. In to je bila naša rešitev. Razumem. In ga ponovno rezervirajo. Torej, naš načrt za naprej je, da te bomo ponovno sprejeli v zapor, v redu, zaradi dodatne obtožbe zalezovanja. Torej, kako to izgleda? Sprejet si zaradi zalezovanja za vse, kar se je zgodilo. Karkoli se je zgodilo včeraj, prav? Ne poznam vseh podrobnosti o tem, si mi sicer nekako razložil, ampak ne poznam podrobnosti v ozadju. Ampak danes obravnavamo nekatere druge stvari, ki so se zgodile, kaj ne? Danes si poslal svojo ekipo nazaj do hiše, da so objavili tisto sliko pred njegovo hišo. In potem tudi, si v bližini, kaj ne? Ja, ampak niso rekli, da ne smem iti nazaj. Nisem mogli reči, da tega ne smem narediti. Kot da nisem bil rojen danes. Prav, ampak še vedno delamo te vzorce, da se pojavljamo pri ljudeh doma, kot blizu njihove hiše. Lepimo te plakate pred njihovo hišo. Še vedno nekako izpolnjuje ta element. In za veliko teh stvari boš morda moral najeti odvetnika in se boriti na kazenskem sodišču. Prav, ampak ti samo dajem nekaj koristi dvoma in ti razlagam, kje smo trenutno. Namesto, da bi rekel, hej, aretirani ste zaradi zalezovanja. In potem imaš vprašanja, kot so, kaj se dogaja, kaj ne? Torej ti nekako dajem koristi dvoma in ti razlagam stvari, prav? In potem je bila še druga stvar, ustvarjanje GoFundMe, kaj ne? Povsod razglašamo to osebo in govorimo, hej! Torej, ustvarjanje GoFundMe je bilo nezakonito. V okviru zalezovanja, kaj ne? Očrnujete tega tipa, zaradi katerega ste bili včeraj aretirani zaradi zalezovanja in govorite, da je vse to naredil. To je spet še en element zalezovanja. In potem še vse stvari, ki vodijo do tega. Ampak ali je to zalezovanje ali kaj drugega, verjetno boste morali to razčistiti na sodišču, predvidevam. Ja. In če grem na sodišče, ali bom potem, ne vem, pravzaprav verjetno na to vprašanje nimaš odgovora, nič hudega. Verjetno ne. V redu, poskušam, ja. Ja, kar ostani. Tukaj imam policista, ki bo prinesel lisice. Torej, Ben naj bi bil dvakrat aretiran. Imamo ta en primer, domnevno zalezovanje in ciljanje na stanovanjsko protestiranje. Imamo še eno obtožbo zalezovanja, različni dnevi. V izjavi, ki jo je izdala policija, se je policijska uprava American Fork odzvala na vse večjo spletno polemiko v zvezi s tem primerom. Ker se je zdelo, da je bilo veliko pozornosti namenjene policijski upravi in veliko sočutja do Bena ter osebe, ki trdi, da so mu ukradli zbirko Lego kock. Razumem, da imajo številni ljudje, ki to situacijo spremljajo na spletu, močna čustva glede ozadja. Poslovni spor iz Oregona in obtožbe, da so posamezniki morda izgubili velike vsote denarja. Zavedam se, da so ljudje frustrirani, jezni in morda menijo, da pravica glede teh obtožb ni bila dosežena. Te skrbi so razumljive.
Naša odgovornost v Utahu ni bila ugotoviti, kdo je moralno imel prav ali ne v poslovnem sporu, ki izvira iz druge zvezne države. Naša odgovornost je bila odzvati se na ravnanje, o katerem je bilo poročano tukaj, v naši skupnosti. Oceniti dejstva, ki so bila takrat na voljo našim policistom in uveljavljati zakone Utaha, ker so policisti ugotovili utemeljen sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje. Dejstvo, da nekdo morda verjame, da je bil finančno oškodovan, ne izvzema nobene osebe iz zakonov, ki urejajo nadlegovanje, vdiranje na tuje zemljišče, zalezovanje ali drugo ravnanje v naši pristojnosti. Ostajamo zavezani poštenemu, objektivnemu in preglednemu uveljavljanju zakona, ne glede na to, kdo je vpleten ali kakšna zgodba obstaja. A vendar Ben pravi, da policijska različica ni celotna zgodba in se je na vse to tudi odzval. Pokaže na posnetek telesne kamere s tiste prometne ustavitve in trdi, da obstaja posnetek, ki je bil dejansko cenzuriran. Zdaj pa pojdimo k trditvi o heroinu. Policija nas je ustavila in trdili so, da imava pri sebi heroin. Policisti so vas ustavili, ker uporabljate prepovedane snovi v gozdu. Večina tega posnetka je cenzurirana, zato je spet velika skrivnost, kaj se je zgodilo. Ali se lahko vsi združimo in prepričamo policijsko postajo American Fork, da to razkrijejo, da bomo izvedeli resnico? Vendar pa policija zdaj trdi, da niso prejeli klica, da naj bi imeli pri sebi heroin. Namesto tega so lahko že v trenutku, ko smo se ustavili, opazili, da so bile naše oči sijoče. V redu s tem, da ti fantje lahko vozijo. Ja, mislim, da je tako. Nisem opazil ničesar. Prav tako nisem pri Tylerju opazil ničesar očitnega. Kakšen je cilj? Trenutno. Ja, hotel sem ga malo prestrašiti in ga potem spustiti. To je bilo vse, kar sem res nameraval narediti. Torej, policijska uprava v American Forku, če sem jaz vaš učitelj, tukaj je vaša domača naloga. Najprej se naučite dejstev o tem, kaj se je dejansko zgodilo. Drugič, nehajte lagati o dejstvih, nihče vam ne verjame. Tretja stvar je, da odstranite cenzuro iz posnetka, ki policijo prikaže v slabi luči. Zdaj je tukaj, kako stvari stojijo. Policija očitno še ni odgovorila na trditve Bena. Od 29. maja 2026 policijska uprava American Fork trdi, da za Benom Schneiderjem v Utahu ni nobenih aktivnih nalogov za aretacijo. Načelnik je povedal, da ga trenutno ne iščejo, vendar bomo to skrbno spremljali in videli, kako se bo zadeva razvijala, saj vzbuja veliko pozornosti. To je vse, kar imamo za vas trenutno tukaj na Sidebarju. Najlepša hvala, da ste bili z nami. In kot vedno, prosim, naročite se na YouTube, Apple Podcast, Spotify ali kjerkoli poslušate svoje podcaste. Lahko nas spremljate tudi na NBC-jevi platformi Peacock. Če želite spremljati mene, X, Instagram, mojo oddajo na News Nation, Jesse Weber Live, od ponedeljka do petka ob 23. uri po vzhodnem času. Se vidimo naslednjič. Vsi skupaj.